Živijo Zoran, evo, današnja tema vedno aktualna, bomo rekli, v svetu fitness industrije oziroma neke gibalne industrije. Kolena ne smejo čez prste pri počepu, mit ali resnica. Ne bi štarta nič povedal, kam to paše pod mit ali resnico. Predlagam, da kar sledite najmu pogovoru, pa mislim, da vam bo po koncu pogovora precej bolj jasno, kam ta stvar sod. Mogoče Zoran za začetek, da malo objasnava stvar, kam sploh sega to, zakaj je pač prišlo sploh do tega, da sploh midva danes govorijo o tem. Ja, živijo Luka. V bistvu znanstvena osnova tega mita se je začela nekje v letu 1978, kjer je bila objavljena študija, v kateri so v bistvu ugotovili, da če koleno omejiš, ko greš dol v počep, se zmanjša za nekih 20% sila na koleno. Niso pa povedali, oziroma so povedali, ampak niso pa upoštevali, da se potem tudi 10-krat poveča pa sila na kolk zaradi tega predklona. Ok, se pravi tako, če malo površno prebereš tisto zadevo, dejansko, če greš manj s kolenom naprej, je bila neka manjša obremenitev, ampak kakor pa hočeš obremeniti, pa stvar rata verjetno problematična, če bi recimo malo povzela. Mislim, problematična rata predvsem za ledveni del hrbtenice, ne, recimo. Tako, se pravi, to je bil potem nek povzetek, ki so ga naredili, je, da jim moraj ne tvegati in kolena ne smejo čez prste. Ok, jaz imam tudi eno tako zadevo, se mi zdi, ki je pogosta na takem čisto praktičnem nivoju, zakaj pač se danes še vedno govori o tej stvari, je pa ta, da če bi čisto vzeli, ne vem, študijo enega človeka, enega primera, recimo, imamo človeka, ki ga boli koleno in zdaj je ta oseba hoče iti v počep in do neke srednje globine, ko še ni šel toliko naprej s koleni, ga zadeva še ne boli. Ne? In ko je pa počepno nižje in je se prav prešel s koleni prste, ga je pa zabolel. In zdaj, če smo izhajali samo iz tega primera, smo prišli do zaključka, ok, dokler kolena niso šle prek prstov, je bila zadeva ok, ko so šle pa kolena preko prstov, ga je pa zabolel, se prav ta zadeva ziher ni ok. Ampak tle spet, ja, tako kot pri tej zadevi je spet en velik ampak zadaj in sicer mogoče predvsem to, da nismo upoštevali pač karakteristik te bolečine in da mogoče v danem primeru pa počep ni bilo ravno pravo sredstvo in pač s tem, ki smo šli s koleni naprej, nismo naredili neke ne vem kakšne škode, ampak pač bi samo mogli uporabiti drugo sredstvo. Pa še ena pomembna stvar, no, ki se mi tukaj zdi, je tudi ta, da po mojem prevečkrat gledamo na telo tudi tako, skozi nič pa ena. Se pravi, do neke točke je zdaj ok, do tam vse v redu funkcionira, ko bomo pa prišli pa kolena, mislim, ko bodo pa kolena prešla prste, takrat pa preklopimo stikalo na ena tak, in se zgodi tak bum. Mislim, da tega v telesu ni, ta bum se mogoče zgodi sam, ja, če skočimo iz 3 metrov, takrat bo res nek bum. Pri nekem kontroliranem gibanju, ker ne nazadnje, že prej sva govorila, ti gibi, ki jih delamo, recimo, ko izvajamo neko vajo, so zelo kontrolirani, ker sami določamo hitrost izvedbe, koliko ponovitev, kakšna amplituda in pač enostavno ne funkcionira. Mogoče kaj bi rekel, je počep potem recimo v nekem primeru, tako kot sva prej govorila, če nekoga zaboli, primerna stvar, ali bi rajš potem kaj drugače tukaj izvedel, kaj bi tle svetoval recimo? Zdaj prva stvar, ki se jo moramo tle zavedati, je v bistvu, da sila sama po sebi ni nič slabega. Sila, če imamo mi večjo silo, v bistvu to, če se na njo navadimo, privede do večjih adaptacij. In v bistvu tle je samo problem, da mi nismo na to silo še pripravljeni, recimo. In to lahko za nekoga, recimo, ki ima neko poškodbo, kot je patelofemoralni bolečinski sindrom ali pa poškodba meniskusa, seveda njemu ta neka globoka fleksija ne bo pasala. Ampak to ne pomeni, da je to slabo, to samo pomeni, da on na to ni pripravljen. In zdaj imamo druga sredstva za to. Zakaj bi v bistvu vzel počep, naredil neko varianto iz njega, po kateri gre 10-krat več sile skozi križ, če imamo druga čist taka v bistvu normalna sredstva, s katerimi lahko dosežemo isti efekt, kot je recimo mogoče počep na boks, kjer so lahko goleni bolj vertikalne, potem recimo kakšni sestopi, enonožni, kaj v tem smislu. Ja, se mi zdi, da je predvsem treba tako razumevati to stvar, da ni zdaj smisel, da bomo zdaj tisti nek počep prilagajali, ampak rajši vzamemo neko drugo sredstvo v takem danem primeru, ker ne nazadnje vsak, ki je kdaj
hotel pri počepu malo več dvigant, recimo, je hitro ugotovil, da je ta zadeva, da ne smemo preveč naprej s koleni, lahko precej hiter glavni omejitveni dejavnik pri dvigu. Pač. Gotovo si kdaj probal dvigant in če si probal tak počet narediti, zgodi se, da pač enostavno slejko prej nam zmanjka ravnotežja, smo preveč na petah, ali ne moramo doseči ta prave globine, ali pa v bistvu zgubimo ravnotežje in nas pretehta nazaj. Pač. Tako da tukaj se mi zdi, da je predvsem ta glavna težava. No, zdaj pa tudi ena taka druga stvar, katero sva danes tudi mislila predelati, da pač tudi počep ni tako, zdaj to samo ena absolutna zadeva, ampak tudi znotraj počepa znamo stvari modificirati, poznamo različne oblike. Mogoče če kar izpostaviš še dva taka skrajna vidika, kje bomo zdaj izrazito šli naprej s koleni, pa kje bo pa mogoče res najmanj te obremenitve, či zato, da tudi ljudje potem lažje znajo modificirati znotraj tega. Ja, se pravi, vedno imamo nek spekter. Na enem koncu je pač neka bolj kovčno dominantna, če vzamemo počep, kovčno dominantna strategija, potem druge grejo pa kolena res močno čez prste. Se pravi, če imamo nek počep z nekim anteriornim bremenom, recimo spredaj ali pa goblet, takrat bo telo bolj navpično in bomo šli takoj bolj čez prste. Če bomo pa vzeli počep recimo na boks ali pa z drogom olimpijskim, recimo sploh ta low bar pozicija, potem bomo pa avtomatično bolj v predklonu, bolj vključili mišice zadnje verige in tudi kolena ne bojo šla toliko močno čez prste. Vpliva pa na to lahko tudi pozicija stopal, se pravi ožje, ko bomo, ali pa če bojo stopala naravnost, bomo enostavno, kolena bojo šla hitreje čez prste, kot če bomo stopili širše in pa še stopala malo naven obrnili. Ja, ta zadeva s to postavitvijo stopal je dosti pomembna za razumevanje, ker tisti, ki imajo mogoče že anatomsko tako, ne vem, recimo malo daljšo stegnenico, pa po možnosti še malo slabšo gibljivost v gležnju, pač jim bo sigurno bolj prav prišla malo širša postavitev, pa malo stopala navzven, če le njihov kolk ni ravno tako narejen, da pač točno v tisti ožji poziciji pač lepš sede stegnenica v sam kolčni sklep, da mogoče se tam lep zapelje. Drugače pa se mi zdi tako, da si v redu izpostavil, imamo v bistvu dva zelo taka lahko skrajna vidika, to je lahko ta low bar position, kjer je palca nizko na hrbtu, na drugi strani kadar so bremena spredaj, se mi zdi, da še bolj skrajna zadeva je tudi nek sissy squat, ker pa v bistvu gremo pa sploh izrazito naprej s kolenja. In tudi potem malo vključenost mišičnih skupin. Pri sissy squatu bo seveda veliko bolj dominantna sprednja stran, se pravi sprednje stegenske, medtem ko pri low bar poziciji je že malo več aktivnosti, tudi pomoči na zadnji strani. In zdaj čisto odvisen, kaj želimo doseči. Pač, sissy squat bi uporabil kdaj recimo? Ja, ko bi hotel recimo zadeti res rectus femoris, tole dvosklepno stegensko mišico, ali pa ko bi hotel neke velike sile skozi patelarni ligament, takrat je pač tale sissy počep primeren. To je v bistvu, koliko dela tle dejansko samo izometrično, ni nobene fleksije in se vse dogaja v kolenskem sklepu, medtem ko recimo ta low bar počep je pa čista polarna alternativa, je pa v bistvu že bolj podobno nekemu mrtvemu dvigu. Ja, jaz bi tako mogoče rekel, če sva že prej malo omenjala težave in bolečine, pa tudi preventivo, mogoče za eno osnovno adaptacijo ne bi začel glih ta prve z sissy squatom, ker je pač precej bolj agresiven, sploh če govorimo o nekomu, ki je prej neaktiven, ali pa tudi ne bi ga ravno uporabil kot prvo sredstvo v nekem rehab procesu, če ima nekdo recimo težave z patelarnim ligamentom. Medtem, ker recimo neka low bar pozicija bi bila lahko že bolj primerna za take osebe, če bi pač hotel izrazito pač predvsem govoriti recimo o nekem patelarnem ligamentu, ker bi bila pač obremenitev manjša. Se mi zdi tukaj predvsem ena taka točka, ki si jo lahko zapomnijo iz tega ven. Tlele bi mogoče, se pravi, sam še rekel, če hočemo pošparati koleno in pa se pravi gremo bolj v nek proti tej low bar smeri, če pa hočemo recimo še vsem dobiti ta vzorc počepa, pa imamo mogoče težave s hrbtom, potem nam bo pa prav prišla ta neka pozicija, kjer smo bolj anteriorno. Ja, sigurno, ja, pač tam bo predvsem, da dobimo ustrezno kontrolo v gibanju medenice ponavadi, ampak bodo ponavadi za začetek, sploh če nas smatrajo v pogibi naprej, bojo malo bolj te, kadar je trup malo bolj pokončen, lahko in to kadar je kakšno breme spredaj. Kdaj pa mogoče vseeno šel popravljati
če gre nekdo s koleni preveč naprej. Ker zdaj sva govorila o smeri predvsem, to ste verjetno že razbrali, da pač ni problem, če grejo kolena bolj naprej od prstov, ampak ima pa tudi ta zadeva lahko svoj problem. Ja, sigurno zna biti problem, sploh če recimo počep začnemo, ta spust, tako da samo kolena potisnemo naprej dejansko, da premalo gibamo v kolku in da gremo samo s koleni naprej, takrat ziher zna to biti težava, ker tudi v bistvu morata biti pri počepu nekje golen in pa trup približno vzporedna, se pravi, golen gre naprej in tudi trup gre malo naprej in se dvignemo in je v bistvu to dvoje sinhronizirano. Če gremo pa s koleni samo naprej, imamo pa idejo, da trup mora biti pa vzravnan, potem pa seveda hitro lahko pridemo do težav in v tem primeru bi pač malo to kavčno strategijo prilagodil. Ja, meni se tukaj zdi predvsem velikrat, se te stvari gre popravljati takrat, kadar ima oseba težave s koleni in je to povezano s tem, da ne zna v bistvu narediti tega hip hinge, v bistvu preloma v medenici tlele, se pravi, ne zna po domači povedano narediti predklona, da bi se prelomil v medenici in take osebe imajo velikrat lahko zaradi tega težave, zato ker v bistvu vse gibe, ki na dnevni ravni delajo zelo kolensko dominantne in v takih primerih se zgodi točno to, kar se je zdaj omenil in pri takih ljudeh se mi zdi pa fajn, da jih pa mogoče učimo to, da se sočasno začne dogajati prelom, ko gre on dol v počep in v kolenskem in v kolčnem sklepu. Ker če bo šel samo s koleni naprej, ta oseba bo prišla ponovadi s koleni kar precej prek prstov, pa na prvo niti to ne bi bil problem, če mu pač to ne bi povzročalo težav. Vsej tukaj velikrat niso težave potem samo v kolenih, ampak lahko tudi recimo v hrbtenici, ker če se pa ta oseba hoče skloniti zdaj ali bo naredil kolensko dominantni gib ali pa se bo pognil v hrbtu, ker pač ne zna narediti tega. In je že z tega vidika fajn ta gibalni vzorc priučiti. Za takega človeka bi bilo recimo nek počep na boks, na neko klopco, super orodje, da se enostavno ga nauči, kako se prelomiti v kolku in to je to. Ja. Mogoče še čisto par praktičnih napotkov, ki jih velikrat uporabljamo tako pri delu s strankami, ko govorimo o počepu, se pravi, kako bodo ljudje sami pri sebi vedeli, da zdaj so pa naredili recimo v redu počep, oziroma na katere stvari ne bodo pozorni, kaj je tazga, ker ti uporabljaš recimo za v redu počep naučiti. Ja, dejansko tle je največ občutek, se pravi občutek neke stabilnosti, občutek dobre pozicije, mislim, da je to več kot lahko tako z nekimi objektivnimi dejavniki tle naredimo. Sigurno je pomembna kontrola medenice, da imamo občutek, da lahko kontroliramo našo pozicijo, da nas ne predkloni. Drugače pa meni je super, se pravi, recimo vedno začnem, skoraj vedno, učiti počep z neko protiutežjo tlele na prsih, zato ker to da človeku tudi malo pol še, se pravi, lažje se enostavno, nima tega strahu, da bo padel nazaj in mu rečem, zdaj se pa samo v bistvu s komolci usedi med kolena in kar vidim v bistvu je, da velika večina naredi potem že kar lep počep, če nima res kakšnih gibljivostnih problemov. Ja, jaz tudi ponavadi, recimo, če čisto malo par stvari sam povzamem. Prva osnovna stvar, ki jo mora razumeti oseba, je to, da bo ohranjala težišče lepo približno na celem stopalu, skozi celoten gib. Velikrat zato uporabljam tudi na začetku, ali to, kar si omenil, kakšno breme spredaj, tako imam goblet počep, pa temu velikrat tudi dodam pauzo v spodnji poziciji, zato ker tam je položaj, kjer se ljudje ponavadi počutijo najmanj sigurne in če naredimo malo pauzo v spodnji poziciji, se pravi, da malo zadržijo v spodnjem položaju, se bodo tudi tam lahko še malo popravili, se pravi, mogoče ker so se spuščali dol, so obstali malo preveč na petah ali pa so obstali malo preveč na prstih in bojo še malo popravili svoje težišče in s ponovitev bodo ponavadi v bolj uravnoteženem položaju. Ne nazadnje, če hočemo doseči ta uravnotežen položaj, je super tudi na začetku delati stvari bolj počasi, ker takrat lažje kontroliramo, da smo sočasno dosegli prelom v kolku, v kolenih, da ne hitimo pri izvedbah. Čas za razvoj eksplozivnosti in vse to bo že potem prišel, ko bomo enkrat te stvari obvladali. Pa še ena taka zadeva, ker velikrat tudi ljudi bega, je to, kako postaviti stopala, zdaj vzporedno ali malo navzven, ali malo ožje, malo širše. Se mi zdi, da tukaj obstaja ena zelo praktična rešitev. In sicer probaš ene 5 različnih pozicij, ne rabiš nič kaj drugega komplicirati, pa preveč ugotavljati, kakšna struktura je tvojega, mislim, kako stegnica pri tebi recimo upada noter v kolčni sklep,
ampak pač samo sprobaš, pa vidiš, kje si lažje dosegel dobro globino, pa mogoče še vzameš neko breme, pa vidiš tudi iz kere pozicije si lažje dvignil to breme. In vsak je vsaj malo treniral počep, je zelo hitro ugotovil, kera pozicija mu najbolj paše. Tisti, ki je pa preveč teoretično študiral, je po v bistvu to stvar, se mi zdi, zelo težko naštudiral. Oziroma je v teoriji naštudiral, v praksi pa ni nujno, da je res držala. Ja, imaš te določene šole, se pravi, neke dogmatične stopala morajo biti tako, trup mora biti tako, ampak dejansko imamo toliko enih različnih, že od oblike kolčnega sklepa do dolžine stegnenice, vratu stegnenice, tako da tle dejansko eksperimentacija, tako kot si rekel, probaš enostavno, enkrat probaš malo bolj skupaj noge, enkrat malo bolj narazen, malo prste naven in hitro vidiš, kjer je tista pozicija, kjer se počutiš najbolj sigurno in tle v bistvu je potem, to je ta neka tvoja. So pa tle gre za zelo majhne razlike, tle lahko recimo že 2 cm stopal narazen naredi zelo veliko razliko v občutku. Ja, se pravim, tukaj zato je nesmiselno, ne vem, ko včasih na kakšni skupinski vadbi vidimo, ko inštruktor reče, zdaj pa vsi postavimo širše stopala, vsi stopala obrnemo navzven in potem vsi delamo po istem receptu počep. Smo zdaj povedali, da si je vsak lahko malo različen in je pomembno, da vsak najde svojo pozicijo. Tako da predvsem sami malo sprobajte, če vidite, da vam ta pozicija paše, mogoče je pa ravno to tista ta prava za vas. Tako da, evo, mislim, da sva dale počep in kolena preko prstov dobro predelala. Verjamem, če ste spremljali najin pogovor, da vam je zadeva bolj jasna, da ste si sami odgovorili na vprašanje, ali je to mit ali resnica, ker mislim, da ni kaj dosti tukaj za razmišljati, kam zadeva tukaj sod. Tako da, evo, hvala vam, pa naslednjič pride vas kakšno zanimivo tematiko. Adijo. Čau.